Največji dogodek za starejše odrasle pri nas je festival za tretje življenjsko obdobje. Letošnji je bil že 22. Prostori Cankarjevega doma v Ljubljani so se ob različnih izobraževalnih, kulturnih in športnih programih dodobra napolnili. Del preventivnega in izobraževalnega programa na temo pomena aktivnega športnega življenjskega sloga je prispevala tudi naša krovna športna organizacija. Vse tudi v luči obeleževanja Evropskega tedna športa. Najprej moram povedati, da poteka Evropski teden športa že kar 9 let. Iniciator tega tedna športa Evrope je Evropska komisija. In nacionalni koordinator v Sloveniji pa je Slovenska krovna športna organizacija, torej Olimpijski komite Slovenije, Združenje športnih zvez. Treba je povedati mogoče v uvodu tudi to, da je Slovenija ena izmed redkih držav, samo 8 držav je na svetu, ki imajo tudi svoj praznik športa. Dan slovenskega športa smo praznovali 23. septembra. V okviru tedna evropskega športa predvsem promoviramo gibanje, zdrav način življenja in se povezujemo z različnimi organizacijami. Vesel sem, da ravno v teh dneh poteka tudi festival za tretje življenjsko obdobje in Olimpijski komite Slovenije, Združenje športnih zvez je ponosni partner Ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport. Neizmerno spoštujemo in tudi hkrati zelo dobro sodelujemo z Olimpijskim komitejem, ki ima po naši zakonodaji tudi najširše javno pooblastilo. Zato smo se odločili, da letos na ta festival povabimo, da gredo z nami in zato izvajamo sedaj meritve, ki vidim, da so jih ljudje zelo dobro sprejeli. Meritve telesne pripravljenosti so bile vse dni festivala obiskovalcem na voljo brezplačno. Odločili smo se, da vanj vključimo predvsem meritve z področja koordinacije rok in nog oziroma hitrosti gibanja, z področja ravnotežja in z področja moči, s katerimi bi radi zaznali odstopanja, ki bi lahko privedli ali do povečanja tveganja za na primer padce, do rečemo neke zmanjšane možnosti za neko samostojno funkcioniranje. Moje mnenje je, da bi se moral vsak čim bolj udeleževati tega dogodka, zato da naredi nekaj za sebe. Sem že v takih letih, ko moram misliti na to in vzpodbujam druge, sam vsi niso glih pripravljeni. Jaz sem bila zelo aktivna, ko sem bila mlada. Telovadba, vse, kar je bilo. Zdaj pa že dolgo ne. A veste, ne vem, nekje me je zmanjkalo, če tako rečem. Imam vse napisano, kaj moram delati. Pripravljam se, da bom začela spet v telovadbi hoditi. Odlična dopolnitev testiranju pa je bilo tudi predavanje z naslovom Z gibanjem ohranimo neodvisnost tudi v tretjem življenjskem obdobju. Imam svojo teorijo 10 000 korakov na dan, sam, ker sem bil pa na testiranju, sem pa pogrnil na ravnotežju in bi rad to popravil. Na predavanju smo predstavili, kako gibalna aktivnost vpliva na ohranjanje te funkcionalne neodvisnosti v tretjem življenjskem obdobju. Predstavili smo vlogo, pomen ohranjanja posameznih gibalnih sposobnosti za neko kakovostno staranje in smo to tudi na praktičnih primerih z vajami prikazali in udeleženci so se tudi z veseljem odzvali. Zelo zanimivo, koristno. Sicer sem 15 let prostovoljka in sem se še tudi nekaj naučila v zvezi s to splošno vadbo s starejšimi v dnevnih centrih aktivnosti. Krasno je bilo. Želim si, da bo Olimpijski komite Slovenije tisti motor, povezovalec gibanja zdravega načina življenja. Če bomo zdravi, bomo tudi bolj uspešni in s tem bomo nadaljevali. Ne predstavljamo samo vrhunskega športa, ampak tudi šport za vse. Gibanje, zdrav način življenja pa je osnova za to.